Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes govorimo o plodnosti. Dejstvo je, da jaz sem hvaležna. Jaz imam 3 otroke, zdrave otroke in brez problema sem prišla do teh otrok. Dejansko, tako po ravni črti, v glavnem res brez težav. Dejstvo pa je, prebrala sem, da danes v Sloveniji ima vsak peti do šesti par težave z zanositvijo in obeti, da čez 50 let bo vsak drugi par imel težave z zanositvijo. In dejstvo je, da vam bi rada razložila, kako se da pomagati, ker dejstvo je, da to ni enostavno. Recimo, ena od raziskav, ki sem jih zdaj prebrala pred kratkim, je, da delajo so raziskave na enih živalih, v glavnem. In te živali, bolj kot so občutile poraz, bolj so jim upadle, mislim, da na primatih, na opicah, bolj jim je upadel testosteron, v glavnem bolj so slabši bili potem plodni. In potem so razmišljali, če to enako deluje pri ljudeh, in so dejansko naredili raziskavo, to je že kar nekaj let nazaj, pri navijačih. In sicer pri nogometu, moški, te, ki so bili zmagovalni, ki so navijali za zmagovalno ekipo, in poraženci. In so prišli do zaključka, da je raven testosterona, moškega hormona, močno upadla pri poražencih in enostavno se na podlagi tega tudi plodnost pri moških zmanjša. A ni to zanimivo? Zdaj pomislite, pari, ki se trudijo, ne morejo zanositi, pa mogoče še na kakšnem drugem področju ne gre po ravni črti, občutek poraza vpliva na to, da človek ne more imeti potomcev. Samo to, ta občutek. Pojdimo najprej, preden gremo na tehnično, katere vitamine nujno potrebuje telo, pojdimo na ta čustven del, ki je nujno potreben, da ga najprej počistimo. To so temelji. Poglejte, se pravi, preverite z mišičnim testom. V svoji podzavesti nosim občutek, da sem poraženec ali pa poraženka. V svoji podzavesti imam prepričanje, da mi nič ne uspe. Strah me je biti oče, strah me je biti mama. Starševstvo je naporno. Strah me je, da, tisti, ki ste odraščali ob starših, ki so se non-stop prepirali zaradi nečesa, imate mogoče podzavesten strah, da je otrok obremenitev. Ali pa če ste se vi počutili kot obremenitev staršem, imate na nezavedni ravni lahko strah pred tem, da bi postali starši. Seveda ni nujno, da strah nosimo iz tega življenja, ker mi imamo en tak fajn koktejl vsega skupaj. Eno je, da nosimo programe mame in njenih prednikov, očeta in njegovih prednikov in spomin naše duše na prejšnja življenja. In recimo, moj strah je bil, da ko sem bila še dekle, ko nisem imela še otrok, kaj pa, če ne bom mogla zanositi. In zdaj vem, da sem nekaj življenj zadnjih živela, ko nisem imela otrok. No, ni to zanimivo? Drugo, kar vem, mene je bilo potem strah, ko sem zanosila, da bo pa meni otrok umrl, predvsem ta starejša hčerka Sara, da bo meni Sara umrla. In potem, seveda, ko sem raziskovala moja pretekla življenja, jaz nisem hodila po reinkarnacijah oziroma po teh, reinkarnacijah, po teh terapijah, ko te dajo v pretekla življenja, ampak dejansko sem sama v meditacijah videla določene inserte iz mojih življenj. In sicer videla sem eno življenje, ko je meni umrla Sara. In jaz sem si takrat obljubila, da ne bom nikdar več sama brez moža. Tako da v glavnem to so neke dušne zaobljube in ne vem, lahko da ste v kakšnem življenju umrli na porodu in vas je strah rojevanja, strah vas je imeti otroke. Lahko se zgodi, kot se je zgodilo moji prijateljici, ona ima energijsko vrzel na področju maternice in tudi njej se ozaveščajo pretekla življenja.
V enem življenju je bila noseča z moškim, s katerim ne bi smela biti noseča, v tem življenju sta par, ne morata imeti otrok, ampak so ji izrezali otroka na porodu in ona je umrla. In v tem življenju je tudi srečala tega človeka, ki je njen otrok, ki enostavno ga ima rada. Enostavno ga ima rada in reka, to je ljubezen, ki ni ljubezen med moškim in žensko, to je ljubezen, ko ga imaš enostavno, ga imam rada. Druga zadeva, kar je možno, glejte, tudi te zadeve, če vam je bil otrok, zdaj mi grejo čez možgane vse možne te kombinacije, ki sem jih na koncu koncev tudi srečala, ali preko svojega življenja, ali preko svetovanja drugim. Recimo, ena gospa je rekla, ne razumem, zakaj z mojim ljubljenim moškim midva ne morva biti v posli kot par. In zakaj sta se one dva našla? Zato, ker v enem življenju je bila ona svečenica in so ji otroka odvzeli. In dejstvo je, da v tem življenju sta se našla kot partnerja in ona ga ves čas doji. Ne morata pa imeti spolnih odnosov, zaradi tega, ker pač z otrokom ne more mama spati, ne? Tako da v glavnem, te stvari so res zanimive in dajte počistiti po podzavesti vaše možno strahove, kaj vas zadržuje. No, zdaj pa gremo naprej na tehnično. Vam povem eno zgodbo. Enkrat je prišla k meni ena gospa, ki prvega otročka sta brez problema dobila, potem pa je imela 4 zaporedne splave. Brez razloga, bila je zdrava ona, bil je zdrav on, vse je bilo v redu, samo splavi so se dogajali. Kaj je bil vzrok? Vzrok je bil, da je bila ona celično podhranjena in ko sem ji dala ključne vitamine, je zanosila. Pa to ni edini primer, vam povem še en drug primer. Tukaj je bil pa po moje bil problem moški, ker on je bil, takrat je imel okrog 50 let, je imel že iz prejšnjega zakona 3 otroke, potem se je še enkrat poročil, dost mlajša njegova druga žena, ampak zanos nista mogla. In kaj je bil problem? On je ogromno potoval in glede na to, da je bil ves čas na poti, je to nezavedni stres. In še ena stvar, vegan je bil in je še vedno. In dejstvo je, da veganom manjka vitamina B12. Zdaj pa grem na knjigo, ko imajo hormoni žur, ker tukaj noter imate točno, kaj je treba narediti v tem primeru, če vam manjka predvsem vitamina B12. Zdaj bom poiskala pri vitaminu B12, da vam preberem znaki pomanjkanja vitamina B12, ki so ključni, prav ključni za plodnost. Poglejte, pomanjkanje vitamina B12 zmanjšuje število semenčic, vpliva na zmanjšanje semenčic, vpliva na njihovo gibljivost. Dekleta, ki jim manjka vitamina B12, so slabokrvna, imajo težave z razdražljivostjo, se pravi pešanje živcev, težko zanosijo in pogosto se zgodi, da imajo spontane splave. Poleg tega je recimo znaki pomanjkanja vitamina B12 zmedenost, demenca, slabša koncentracija, pozabljivost, težave s spanjem, šumenje v ušesih, motnje vida, drhtenje, ščemenje, v bistvu v končinah, veste, sindrom nemirnih rok in nog. Tudi ta sindrom nemirnih rok in nog lahko je pomanjkanje magnezija, lahko je pa pomanjkanje vitamina B1, ki je v povezavi z vitaminom B12. Zdaj, kaj priporočam? V tem primeru, lejte, Formula 4 je zakon, ker vsebuje točno te kombinacije, ki jih potrebujete za vezavo tako vseh B vitaminov kot hranilnih snovi, ker tudi v bistvu vitamin B12 se pa z minerali naprej veže. In je potrebno dobro prehransko dopolnilo vitaminov in mineralov in, še ena stvar je pomembna, dobrih olj. Se pravi, ni samo vitaminsko in mineralno dopolnilo, morajo biti tudi olja, ki odprejo celično membrano. Zdaj vam bom pa narisala vse skupaj, da vam bo jasen. Pojmo sicer zdaj ta prvo na celico, pa vam narišem najprej celico, zakaj je pomembno, da imamo olja. Poglejte, celica, hranilne snovi grejo noter, odpadne snovi grejo ven. Tukaj je celična membrana, ki je narejena iz 75% maščob, 25% beljakovin. In kdor je podhranjen z dobrimi maščobami in beljakovinami,
ima trde, neprepustne celice in hranilne snovi ne grejo noter in odpadne snovi zastajajo v celici noter. In to je ključ, prva zadeva, potrebujemo olja, da odprejo celično membrano, potrebujemo ključne vitamine, ki nahranijo celico, ampak, zdaj pa, seveda, preden pridemo do tega, da nahranimo celico, mi potrebujemo še kaj drugega, je to tako? Glejte, moramo pogledati prehransko piramido. Prehranska piramida je temelj prehranske piramide je razstrupljanje. In če mi želimo prav razstrupljanje, potrebujemo cink, bakar, selen, jod, potrebujemo kombinacijo B2 vitamin, B3, B6 vitamin, potrebujemo tudi antioksidante, C vitamin, E vitamin. In dejstvo je, da če tega nimamo, strupi vstajajo na celični bazi. Živo srebro je največji sovražnik, kar se tiče plodnosti. In zanimiv je podatek, to je iz knjige Hrana, ki spreminja življenje, da se živo srebro prenaša po celičnem nivoju iz generacije v generacijo. Tukaj noter so nasveti za plodnost. In tudi hrana, ki deluje na to, da se poveča plodnost. Pomembno je piti zelene smutije, kot je zelena, kot je peteršilj. Pomembno je uporabljati začimbe in predvsem pomembno je uporabljati džajbelj. Pomembno je uporabljati te ključna zelišča, ki delujejo na razstrupljanje celic. Zdaj pa pojmo še na eno stvar. Se pravi, tukaj smo rekli cink, bakar, selen. Pokazala vam bom, kaj je zdaj mojim strankam, takrat, ko se pojavijo težave z zanositvijo in ko je telo prezastrupljeno, preobteženo z težkimi kovinami. To je Betagard. Betagard je prehransko dopolnilo, pod katerega je podpisan dr. Arthur First. Dr. Arthur First je oče oralne kemoterapije in on je celo življenje posvetil razstrupljanju našega telesa in jaz sem ga imela čast, lahko rečem, osebno spoznati leta 1995 v Münchnu na kongresu podjetja Neolife. In v glavnem, poslušati, in jaz na koncu koncev sem bila šolana strani vrhunskih znanstvenikov, strani rednih profesorjev na Stanfordski univerzi v Los Angelesu. Nisem tja hodila, ampak oni so sem hodili in sem tako hvaležna, da imam priliko sodelovati s podjetjem, ki ima res dobre temelje, dobra prehranska dopolnila. In poleg tega, da mi potrebujemo pač temelj za razstrupljanje, da pa te kisline, ki jih telo vsebuje, ki jih ima v celna celici, da gre to ven iz telesa, mi potrebujemo kalcij. Kalcij nase veže vse težke kovine, nastajajo potem soli in te soli dobesedno polulamo. Tukaj je kalcij z magnezijem. Zakaj mora biti magnezij zraven? Zato, ker veže dodatno kalcij. Zakaj mora biti D3 vitamin? Zato, ker poveča vezavo, poveča razstrupljanje na celični bazi. In še ena stvar je ključna za razstrupljanje. A veste kaj? Probiotik. Zakaj probiotik? Zato, ker temelj razstrupljanja je črevesje. Poglejte, star kitajski pregovor pravi: kar ne more izločiti črevo, kar ne more izločiti ledvica, na pomoč priskočijo pljuča. Kar ne gre preko pljuč, gre preko kože. In kar ne gre preko kože, nas na dolgi rok vodi v smrt. No in to pomeni, da mi moramo spodbuditi črevesje, da maksimalno opravlja svojo funkcijo in to seveda naredimo prav s probiotiki. V čem je razlika ta probiotik ali pa nek drug probiotik? Ta je s ciljno dostavo točno do črevesja. Zdaj, da sem ena gospa mi poslala, če je to v redu. V glavnem, probiotiki ne preživijo močne sluznice v črevesju oziroma kisline, ne? In kdor misli, da če uživa probiotične bakterije brez ciljne dostave, se zgodi, da praktično nič teh dobrih bakterij ne pride do črevesja. Zato je pomembno, da je s ciljno dostavo do črevesja. No, to je zdaj temelj. Zdaj, če ponovim, se pravi, Betagard v tem primeru, potem tukaj jaz dodam kalcij, magnezij in vitamin D3 in dodam zraven seveda tudi probiotike. No, to so zdaj 3 stvari. 1, 2, 3 probiotiki.
Potem dodam formulo 4, zaradi tega, ker formula 4 nahrani celico in ima ravno tako osnovne vitamine pa minerale. Potem dodam naslednjo kategorijo C vitamin in E vitamin. Vam bom potem dala povezavo od spodaj, še to, kdor želi te stvari naročiti, z veseljem vam dam 10% popust. Koda za popust je čisto preprosto popust. Tako da v glavnem tisti, če se boste odločili naročiti te prehranska dopolnila, jih dobite s popustom. Potem šejki, zdaj pa zakaj pa šejk? Poglejte, šejk vsebuje 22 aminokislin. To je primerljivo s klinično prehrano za rakove bolnike. Noter je 22 aminokislin in noter so vsi vitamini in minerali. In, zdaj pa kar je meni všeč, notri so točno vse snovi za izdelavo glutationa. Glutation je pa najmočnejša snov na celični bazi, ki deluje na razstrupljanje. Teli šejki, Neolife Shake, niso primerni za nosečnice. So pa primerni prej, ker je prej čas, da se razstrupimo. In zdaj zakaj ni primerno za nosečnice? Zato, ker čas nosečnosti ni čas razstrupljanja. To moraš narediti prej. No in ta zadnja stvar je pa omega 3. Omega 3 je čisto na vrhu, ta je pa ključna za zdrave možgane, tako nas kot našega otročka, za sklepe, za hormonsko delovanje, za celično presnovo in predvsem deluje na zdrav genski material. Na zdrav genski material ne deluje samo omega 3, ampak delujejo tudi B vitamini in delujejo praktično vsi minerali. No, zdaj pa pomislite. Ljudje, ki so v stresu, kaj mislite? A je možno, da bodo imeli zdrave potomce? Je velika verjetnost, da ne. Druga stvar, če so v stresu, je velika verjetnost, da ne bodo mogli zanositi. In zdaj je še ena ključna zadeva pri tem, da pride do zanositve, in to je silicij. Silicij je mineral, ki ga dobimo v vsej temnolistnati zelenjavi, v gomoljih. In dejstvo je, da kdor bo želel tudi v bodoče, ne vem, čez 50 let, par, ki bo želel imeti zdrave potomce ali pa da bo sploh prišlo do zanositve, dejansko bo mogel iti na zdravo kmečko pamet in prehrano. Ajdova kaša, zelje, zelje v vseh oblikah, stročnice, fižol, nenazadnje matevž, kup takih zadev, ki so jih uživali naši predniki, kislo mleko, kefir, sirotka, skuta, jogurt, take zadeve. Poglejte, zakaj je to tako ključnega pomena. Ker na ta način dobimo tako zaščitne snovi, kot hranilne snovi, kot vse tisto, kar potrebujemo za gradnjo novih celic in predvsem dobimo ogromno silicija. Silicij je pa tisti, to je mineral, v katerem, glejte, silicija je največ v pametnih telefonih in v eni kapljici silicija se shranjuje ogromna količina podatkov. In kdor ne bo imel dovolj silicija, tudi genski material ne bo zdrav. In to je ključ do tega, da bo dejansko prišlo do zanositve. Tako da rešitev je, da se vrnemo nazaj k naravi, zdaj pa še ta zadnja zadeva, rešitev je pa živa voda. To vodo, ki jo pijemo, je mrtva voda. Naše telo je sestavljeno iz živih celic in dejstvo je, da ta naše žive celice so sestavljene iz 70-80% vode. In izvirska voda je tista, ki dobesedno oživi naše celice. In vam bom spodaj dala povezavo, pejte na kakšen izlet do kakšnega zdravilnega izvira. Vem, da obstaja v Tuhinjski dolini, pa povsod v Sloveniji imamo kup izvirov izvirske vode. Eno takih zdravilnih izvirov je tukaj v Sevški dolini, malo pred Zalim Logom. Tisti, ki ste že kdaj šli na Cerkno smučat, preden je odcep za Cerkno, je eno tako manjše parkirišče na desni strani in greš gor v breg, 10 minut, mogoče na vrhu je cerkvica in majčkeno pod cerkvico je pa kapelica. In ta kapelica notri je izvir zdravilne vode.
No, ko bom jaz šla po vodo, bom posnela video in vam bom dala točne navodila, kam pejte tudi vi po vodo. In voda pa oživi vsako celico posebej. Tako da ja, in zdaj, če zraven še kaj molimo, pa če pozitivno razmišljamo, glejte, in če je po velikem božanskem načrtu, da nam je namenjeno, da smo starši, se bo to zgodilo. No, zdaj vam pa povem še en primer enega para. Mislim, da 15 let ni šlo z nobeno neumetno oploditvijo z ničemer. In ko sta obupala. In potem je on naredil izpit za motor in sta že z motorjem potovala okrog in potem je še ona naredila izpit za motor in ko sta se že kupovala njen motor, je zanosila. A vidite, ko sta enostavno dala fokus drugam, se je zgodilo. Ker načeloma, takrat, ko nekaj moramo na silo narediti, takrat se ne zgodi nič. In nekje sem prebrala, ena gospa je rekla, to dejanje delati otroke bi moglo biti zabavno pa prijetno, orgazmično, ne nazadnje. In dejstvo je, da mnogo parov ne doživlja tega, ker se valajo po bolnicah. In tega ne privoščim nikomur, zato ker poznam pare, ki so dali to kalvarijo skozi in to res niso luštne zadeve. Ampak marsikaj lahko naredite sami in predvsem, glejte, res verjamemo to, če je v velikem božanskem načrtu, da postanete starši, boste postali. A gremo na nekaj sporočil, da vidimo. Ošo, Zen Tarot, da vidimo, kar se tiče naraščaja, otrok, nezmožnosti, mogoče težav z zanositvijo in srečne zanositve. Da vidimo sporočila, da vidimo 3 karte, tale, notranji glas, nadzor, iz hipa v hip. Dobili smo tole, poglejte. Bolj kot nadzorujemo, nič ne gre. A je to tako? In prav pri plodnosti, moram zanos, zdaj imam ovulacijo, zdaj hop, gremo skočiti. Ne grejo tako. Iz hipa v hip. Biti radostan, zabaven, imeti se fajn. To je cilj našega življenja. In predvsem, zdaj pa še ena stvar, tisti, ki berete Anastazijo, kako je Anastazija zanosila. Ko sta se oba dva med spolnim odnosom predstavljala tega otročka, dejansko sta ga ustvarila. In zanimivo, kaj je prišlo, notranji glas, ampak ta obrazek, ki je otrok. Celovitost se zgodi, ko je pravi čas. A ni neverjetno sporočilo? In ta notranji glas, vi lahko povabite vašega otročka v vaše življenje. Lahko ga. Lahko si ga že predstavljate. Lahko polagate, ko polagate roke na vašo maternico in jo energetsko polnite in si predstavljate, da je tako, kot bi pripravljali prostor za tega nerojenega otročka. Predstavljajte sebe, ko boste vozička, ko boste že mamica, kako boste srečna, kako, film svoje bodočnosti. Tudi zdravilna molitev dekodiranja lahko pri tem pomaga, ker poglejte, če vi zmolite zdravilno molitev dekodiranja, se pravi, na pomoč kličem vse svetle sile, vsemogočni Bog, če je v skladu z Božjimi zakoni, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s strahom pred tem, da ne bi mogla biti mama, ali pa da bom slaba mama, ali pa oče, In potem rečete, naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno Božjo svetlobo. Vdihnete skozi nos, izdihnete skozi usta, roke date v klunček in usmerjate na zdravilna središča roke in si govorite, vsi nivoje moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. In si predstavljate, moja maternica se polni zdravilno Božjo svetlobo. Zanimivo je, prav grlena čakra in spolna čakra sta v direktni povezavi. In mogoče, če ne strah, te tukaj zategne in vpliva tudi na spolno čakro. Pa je tukaj zmanjšate stres, tukaj pa deluje to na epifizo. Epifiza je
center za hormon sreče in zadovoljstva in ja, dela čim več stvari, kar vas srečuje. Gremo še na prehod v novo dobo, da vidimo zanositev, napredek. Moje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. In lejte, mogoče svojo zgodbo, ne vemo, kakšen je naš ta božanski načrt. Če je v božanskem načrtu, da bom mama, bom postala, to je dejstvo. Če pa v božanskem načrtu ali pa če se moja duša odločila, da bom v tem življenju brez otrok in da bom mogoče mama mnogim, se pravi, se bo moje življenje drugače odvijalo. Želim izraziti eno bolečino, ne moje drage prijateljce. Ta gospa je ena druga gospa rekla, ker ta moja prijateljica ne more zanositi. In je rekla, ženska ni ženska, ki ne rodi, ki ni mama. In veste, kako je zabolelo v dušo. In trudila se je dolg časa, da bi zanosila. Ampak je zdaj sprejela, da je njen božanski načrt, da je botra večjim otrokom. In ona tudi potuje po svetu in razdaja tudi materialno obilje otrokom, za katere ni poskrbljeno. A veste, to je božanski načrt, ne? In ne poznamo ga, ne? Včasih si tako močno nekaj želimo, ampak mogoče je v božanskem načrtu nekaj druga. Zanimivo, prehod v novo dobo je prišla. Čeprav ta trenutek še ne vidim, se na obzorju že kaže nov dan. Pomembno je, kamor dam misli, kam gre toliko mojih misli. A to, da ne moram biti mama, a se že vidim tam, a lahko si sebe predstavljam, kako bo, ko bom mama. In vztrajnost. Zmoram vztrajati na začrtani poti, angeli mi stojijo ob strani. Vztrajnost in lejte, jaz verjamem, da vztrajnost vedno obrodi sadove in nam nikdar pozabila ena gospa, ki jo tudi izredno cenim, prvega otroka nista mogla zanositi in potem drugega otroka se je pač zgodil in pri prvem otroku nam nikdar pozabila, kako je bila vesela, s tako srečo me je ubila in rekla, mama bom, več kot 10 let, vsak mesec razočaranje. Lejte, vem, da je to kalvarija, nisem je jaz dala skozi, ampak vedem in lejte, eno stvar, kar sem prepričana, če gremo spet nazaj na zdravo kmečko pamet, tako kot vrt, če želimo, da obrodi, ga moramo pognojiti. In v tem primeru pač potrebujemo vitamine in minerale, potrebujemo razstrupljanje, potrebujemo dati stran nezdrave navade, recimo cigarete pokurijo praktično ves C-vitamin. C-vitamin je potreben za gibljivost semenčic. Se pravi, kdor želi zanositi, bo pač nezdrave navade dal stran, zato ker želi imeti zdrave potomce. Druga zadeva pa, jaz vidim tudi na mojem vrtu, bolj kot z ljubeznijo negujem ta moj vrt, več pridelka dobim. In ravno tako je z maternico, ravno tako je pač tudi z moškimi organi. Dejstvo je, da pozornost je usmerjena energija, in tukaj se ne gre za energijo pohote, ampak gre se za sprejemanje tako svoje moškosti kot ženskosti, ker smo tukaj na zemlji in tudi določenih zakonitosti, ker naše telo je treba podpreti pač s tem, kar naše telo potrebuje. Tako, in smo spet pri ljubezni do sebe. Tako da, Tale video je dolg, zato ker to je obširna tema, ni za 2 minutki in predvsem, če ima kdo težave, lejte, spodaj vam bom dala povezave, poklikajte, preglejte in z veseljem vam bom pomagala, če rabite še kakšen nasvet, ker dejstvo je, da te stvari, če se da tudi o tem govorimo, je to tako. Imejte se lepo in uživajte, predvsem pa imejte sebe radi in boste videli, v življenju se zgodijo tudi čudeži.